Javna agencija Spirit Slovenija je že 10. leto zapored z veseljem partner potujoče razstave Charlesa in zelo vesel sem, da smo se danes zbrali na otvoritvi Charlesa na lokaciji Cankarjevega doma. Potujoča razstava Charlesa nekako pooseblja aktivnosti, katere tudi Javna agencija Spirit Slovenije skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport izvajamo že vse od leta 2014 in to promocijske aktivnosti za večjo uporabo in opolnomočenje javnosti, tako strokovne kot splošne javnosti, za uporabiti slovenski les. Prav tako že leta 2021 izvajamo uspešno promocijsko kampanjo Uporabimo les, izberimo slovenski les, saj si želimo, da Slovenci pridemo iz primarne uporabe lesa na les za slovenske izdelke. Naše aktivnosti zadnja leta usmerjamo tudi o opolnomočenju mladih za odločitev za lesarski poklic. Temu primerno smo tudi osnovali naš profil na TikToku, Prlesar. Zelo aktivni smo tako v vrtcih, v osnovnih šolah, srednjih šolah, se pravi, povezujemo se z izobraževalno sfero, hkrati pa tudi bosta lučo gledala dva dokumentarna filma, Uporabi les 3 in Uporabi les 4. Takrat vidimo, da inovativnost nima meja tudi v lesu in da se nam ni treba bati, če gremo po tej poti, da bo les resnično dobrina tudi v prihodnje. Slovenija nima rudnih bogastev, niti lastnih energentov ne. Imamo pa les, ki ga lahko z malo energije in vpliva na okolje predelamo v vrhunske izdelke. In zato je pomen razstav Charlesa pravno to, da ozaveščamo ljudi, da se odločajo za predelavo in pa za nakup lesnih izdelkov. Prednosti slovenskega lesarstva so predvsem to, da mi dejansko imamo v Sloveniji res bogate gozdove, lepo oskrbljene in vzdrževane že v preteklosti in tudi lepo razvito gospodarstvo. Naša naloga je, da na oddelku za lesarstvo izobrazimo kadre, da znajo te potenciale izkoristiti in pa tudi sodelovati v širši družbi, da bo pa ta les, ki ga imamo na voljo v Sloveniji, res tudi ostal v Sloveniji. Čim več predelave lesa v bistvu upravimo v Sloveniji in s tem temu kosu tega edinstvenega materiala stalno dodajamo vrednost končnega izdelka. Ministrstvo tudi letos nadaljuje z najrazličnejšimi aktivnostmi. Po eni strani so to aktivnosti, s pomočjo katerih ozaveščamo širšo javnost o pozitivnih učinkih lesa, kot je ta današnja razstava. Drugi tip aktivnosti pa so nekako razne spodbude, s katerimi poskušamo lesno-predelovalno industrijo dvigniti na višjo raven. Predvsem si prizadevamo za, bom rekel, predelavo z višjo stopnjo predelave in posledično višjo dodano vrednost v lesarstvu. Tako pripravljamo najrazličnejše vrste razpisov. Teh bomo letos razpisali nekje v rangu 16–17 milijonov evrov, medtem ko pa integralnih sredstev pa za namene spodbujanja razvoja lesarstva pa na letni ravni nekje namenjamo v obsegu 4 milijonov evrov. Tretje leto že sodelujemo z organizacijo Charlesa. Zdaj izziv mi je seveda predstaviti izdelke v najboljši luči. Zelo mi je všeč, da je zelo veliko teh proizvajalcev in pa da so vsako leto bolj inovativne. Letošnje leto je približno 159 prijaviteljev, od tega je bilo 124 oziroma 114 izbranih izdelkov, ki smo jih pač potem tudi tukaj razstavili. Seveda, če se nek otrok rodi v družini, ki že obdeluje les, je to lažje. To zbraj vedno je povezano z učenjem, z obrtjo, z mojstrstvom, ampak danes je potreba še dodati filozofijo, parapsihologijo, vedenje, kaj je za vogalom, zapravi tudi, bi rekel, mistično znanje je potrebno vnesti v obliko in tehnologijo vrhunsko v sam predmet.